V številnih krajih po državi se je včeraj odvila parada učenja. Edinstven dogodek v sklopu vsakoletnih tednov vseživljenjskega učenja pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. V Novem mestu je parado učenja tradicionalno izvedel Razvojno-izobraževalni center. Letošnja rdeča nit dogodka je Znanje povezuje, skupaj gradimo prihodnost. Ta misel se v današnjem programu kaže predvsem v povezovanju različnih posameznikov, organizacij in pa različnih generacij. Tako da program združuje tako kulturne nastope, predstavitve učečiše posameznikov, institucije, potem pa najrazličnejša izobraževanja, delavnice, svetovanja. Dodal je, da si želi, da bi udeleženci od dogodka odnesli predvsem dobro voljo in pa spoznanje, da se je vredno učiti in spoznanje, da za učenje ni nikoli prepozno. Na paradi učenja so sodelovali številne ustanove in društva iz Novega mesta in širše. Mi na paradi učenja sodelujemo že vrsto let z namenom, da pokažemo, da je lahko tudi formalno izobraževanje del vseživljenjskega učenja in da povabimo lokalno skupnost k temu, da si pridobijo dodatno izobrazbo, da dvignejo svoje kompetence, da preverijo svoje talente. Danes smo se pa pridružili paradi učenja, da bi približali občanom Evropsko unijo, se z njimi pogovarjali, imeli odprt dialog z njimi. Vsako leto se radi udeležimo tega srečanja, pa tudi zato, da pokažemo, kaj delamo in kako se to tudi naredi. To je ena lepa prilika, kjer se to lahko vidi. Smo ženske, ki se zbiramo ob četrtkih in ustvarjamo ročna dela, rože, prtičke, vse, kar je ročnega. Tukaj predstavljamo danes samo cvetlice, tu imamo nageljčke. Dogodka se je udeležila tudi prejemnica priznanja Andragoškega centra Slovenije za letošnje leto, glasbena pedagoginja in zborovodkinja Cvetka Krampelj, ki poudarja, da je radovednost tista, ki nas ohranja žive. Ni pomembno to, v katerem življenjskem obdobju si. Vedno se učimo, vedno bodimo radovedni, ker je to najpomembnejše. Parada učenja sicer že od leta 2013 povezuje radovedne in znanja željne posameznike vseh generacij.